Poročilo prvega meseca. Katere športe sem počel, kaj se je v katerem športu dogaja, kaj sem se naučil. Ugotovil sem, da sem delal kar nekaj napak v fitnessu, kar nekaj tehnik sem narobe izvajal. V bistvu, dolgoročno bi si s tem naredil več škodi, kot koristi. Popravil sem osnovno tehniko, ampak ni še čist najboljši. Nisem se še tudi čisto odločil, v katero smer bi šel, torej kaj točno želim s fitnessom doseči. Vemo, da je več različnih vaj, več različnih postopkov treninga, ki pa vodijo dolgoročno na različne cilje, imajo različne posledice. Tudi kolesaril sem nekaj, zdaj koliko je še bilo lepih pa toplih dni, zdaj so pa že stopinje padle in mislim, da bom počasi to kolesarjenje spremenil v tek. Bil je tudi dan že, ko je bilo 8 stopinj, in zdaj ravninski teki še grejo v hrib, pa ko pljuče rabijo veliko zraka naenkrat, je pa zna biti pa kar problemno. Tako da zaenkrat bom, razen če bo še kak res topo dan, bom mogoče užgal kako kratko kolesarsko, drugače pa kar laufa. Zdaj v teh dneh, ko je bilo še toplo vreme, sem tudi parkrat s kolegi in s kolegicami užgal na Pohorje. Kar se tiče borilnih veščin, mi dela še malo probleme kombinacije udarcev in pa natančnost, tudi tehnika mogoče. Dobro bi bilo zdaj, da bi bil zraven en človek, ko malo pozna stvari, pa bi malo pokritiziral, malo popravil, da bi lahko to malo izboljšal. Pri borilnih veščinah, sem ponovil samo osnovne tehnike, nekega napredka ni bilo. Kar se gimnastike tiče, če pogledam vse moje te športne veje do zdaj, bi lahko rekel, da je bilo pri gimnastiki največ napredka, ampak to verjetno zaradi podlage od prej, ker sem tudi nekako med poletnimi počitnicami najbolj treniral gimnastiko v bistvu. Zdaj to, da bi rekel, da je bil nek hud napredek pri gimnastiki ni bilo, predvsem ponovitev teh osnovnih vej, osnovnih tehnik, ki so v bistvu ključne za pol naprej, za nadgradnjo. Najbolj se mi zdi, da je bilo to recimo salta naprej izpolnjave, zelo visoka salta, celo toliko, da sem preskočil v bistvu samega sebe. Bilo je neki šrauf salt, to pa je tudi vseeno. Plavanje se je izkazalo kot zelo učinkovito, teža telesa v vodi ni glih ista kot na zraku, ko da začnejo delati tudi neke druge mišice. Delal sem kar nekaj napak, ki jih pa zdaj v bistvu popravljamo, odpravljamo. Tako da s tem sem pa tudi v bistvu spoznal kar nekaj novih ljudi, ki mi v bistvu pomagajo pri mojem napredku. Zdaj, kar se tiče samega napredka, bi lahko rekel, da je viden. Recimo marca, april sem imel, dobro, to je bilo največ, pa v najslabši formi sem bil takrat, sem imel recimo 103, 104 kg, zdaj imam pa 97, 98. Pri čemer prehrane nisem kaj dosti spremenil, sam povečal sem v bistvu športne aktivnosti. Prehrano sem spremenil v tem smislu, da če sem takrat jedel 2 do 3 na dan, jem zdaj 3 do 5. Pa kakšna čokolada, pa kak piškot manj. Samo počutje s tem posledično in odzivnost, ali pa če rečem mobilnost telesa, se mi zdi, da je dosti boljša. Dosti bolj sem tako naspidiran, pa če rečem tako pripravljen na nove športne izzive. Želje za prihodnji mesec, zboljšati plavalno tehniko, še zboljšati fitness tehniko, čeprav fitness tehnika se mi je že zboljšala, ampak so še luknje. Dobro, se nazadnje se skozi učimo, ampak recimo v grobem generalno. Plan je tudi narediti neke meritve, s katerimi bom testiral v bistvu vse moč, hitrost, odzivnost, vzdržljivost mojega telesa in jih čez pol leta spet ponoviti, recimo čez pol leta, pa čez 1 leto zopet, da se vidi, a je napredek ali ni napredek. Pri gimnastiki je cilj začeti delati počasi dvojne salte, mogoče šrauf salte še malo bolj, pa zboljšati samo motoriko gibanja. Bil je tudi komentar, če štejem 5 do 10 minut športa na dan kot aktivnost. Zdaj, lahko rečem takole, minimalno je nekje bilo do zdaj 1 ura, povprečno 1,5 ure, tudi do 2 ure se je zapeljali. Zdaj, kadar je bila pa kakšna taka daljša kolesarska tura, ali pa tek, ali pa kakšna več aktivnosti, bilo pa tudi par ur, tako da
5 do 10 minut aktivnosti ni tega v slovarju pri meni. Tako da ja, evo, če bojo še kakšne dileme, komentarji, vprašanja, ideje, bom zelo vesel, drugače pa to bi bilo za prvi mesec vse. Evo, se vidimo. Saj ne znam, saj brez veze, pustimo reči. Snema. Snema. Cilj je tudi glih zdaj gre pa avion. Masa telesa oziroma ne, tako hudo, a sem grozen, a sem res grozen, ne. To je vse v glavi, vse je v glavi, bolj na glasno. Torej, vse je v glavi. Kak je lepo mesto v zadnji.